O čem boš pa ti govoril, tata, sta me vprašala moje dva sinova, ko sem šel od doma. Starejši je star 17 let, mlajši pa 14. O vrednotah, jasno, sem rekel, se grem na zbor za vrednote. Ojoj, sta rekla, ubogi ljudje, pa ti si pripravljen o vrednotah ure in ure govoriti. Ne se ustrašiti. 10 minut časa so mi dali organizatorji in obljubim, da se bom držal tega časovnika še krajši bom. Torej, o vrednotah. Niti ne bom veliko govoril o vrednotah, ker sem prepričan, da vsi, ki ste tukaj v tej dvorani, zagovarjate podobne vrednote, kot jih jaz zagovarjam. Tudi sem prepričan, da vsi dobro veste, katere vrednote so potrebne, če želi ta slovenski narod obstati. Bom pa morda komu nakazal pot, ki pelje iz te strahovito grozne krize vrednot, v kateri se je znašla Slovenija. In ta pot je v bistvu pot nas vseh. Vsak lahko primakne en delček teme. Ko je moj znanec zvedel, da bom danes imel govor tukaj na tem zboru za vrednote, me je najprej vprašal, ja, Leon, od kdaj si pa ti član Nove Slovenije? Nisem član, sem rekel, nisem član niti Nove Slovenije, niti nobene druge stranke. In potem je takoj sledilo vprašanje, ja, kaj ti je pa tega treba? Ja, zanimivo vprašanje. Kaj mi je tega treba? Ko me je klicala predsednica Nove Slovenije, gospa Ljudmila Novak, in me vprašala, če bi bil pripravljen imeti en kratek govor, tukaj v Vipavi, sem reagiral impulzivno, v trenutku, in to pritrpilno. Po odzivu na drugi strani žice bi si upal celo trditi, da sem jo presenetil s tako hitrim pozitivnim odgovorom. Zakaj sem se tako odločil? Dva vzroka sta. Prvi je ta, da se mi zdi ta pobuda zelo iskrena. Popolnoma nepolitična. Iskrena, zelo potrebna in pobuda v zadnjem trenutku, v zadnjem času. Tako globoko smo zavredni. In drugi vzrok je ta, da sem prepričan, da prav vsi, ki ste danes tukaj v tej dvorani, da ste prav vsi lahko en žarek, ki presvetli ta mrak, ki je padel na vrednote v Sloveniji, to trdo noč, bi jaz rekel. Trdo noč, ki je padla na vrednote v naši državi. Takoj se boste vprašali, kako sem jaz lahko ta žarek. Ste se kdaj znašli v družbi, kjer je bilo govora o vrednotah? Sigurno. Posebej v zadnjem času o družini je veliko govora, o družinskem zakoniku. In gotovo ste se znašli v kakšni klapi, kjer so bili vaši prijatelji, znanci, sodelavci, morda celo sorodniki, ki so imeli popolnoma diametralno mnenje o tej zadevi, kot jo imate vi. In kakšen je bil vaš odziv? Ste bili tiho? Ste morda povedali svoje mnenje odločno in na glas? Ali ste pomislili, zakaj bi se spuščal v to debato, samo skregali se bomo? Ali pa ste celo pomislili, saj to ni moja stvar, to je stvar politike? Napaka. Torej, definitivno imajo politiki večjo moč, večje možnosti, ampak oni bodo odgovarjali sami zase. Mi pa bomo polagali račune vsak zase. Če Nova Slovenija, ki ima v svojem imenu tudi naziv Krščanska ljudska stranka, ne bo zagovarjala krščanskih vrednot, če ne bo trdno stala na teh stališčih krščanskih vrednot, tako trdno, kot je stala včeraj predsednica Nove Slovenije v oddaji Piramida, potem se jih nekaj. Če bodo preračunljivi, če bodo želeli biti všečni, potem se jim tudi na teh volitvah ne piše nič dobrega. Če bodo pa trdno stali na teh vrednotah, potem bodo prepričali vse nas in tudi mene, ki me je zelo težko prepričati. Samo z dejanjem me lahko prepričaš. In mi, kakšni smo mi? Kako gledamo na današnjo situacijo v Sloveniji? Kako gledamo na nepravičnost, na nepoštenost, na neetičnost gospodarstva, politike?
Čisto preprosto vprašanje vam postavim. Kakšno je vaše mnenje o skladu? Zelo preprost diplomatski odgovor se vam ponuja. Spoštujem ustavo. Ampak ali je to res vaše mnenje? Moje ni. Če mene kdo vpraša to vprašanje, jaz mu povem. Jaz se s tem členom ustave nisem in se nikoli ne bom mogel sprijazniti. Ker se ne morem sprijazniti z ubijanjem še nerojenih otrok. Kakšno je vaše mnenje o eutanaziji? Moje mnenje, želite, da vam povem, Bog daje življenje, edino Bog ga lahko vzame. Kakšno je vaše mnenje o družini? V petek smo praznovali zavetnika družine, svetega Jožefa. Če je Božji sin potreboval oba starša, kako naj otroci v današnjem svetu, v teh razmerah današnjih, živijo samo z očetom, ali pa samo z mamo, ali pa z dvema očetoma, z dvema materama? Nemogoče. In še polno je teh zadev. Na čem temeljijo vrednote? Ja, na nauku Jezusa Kristusa vendar. Se čudno sliši to ime v tej dvorani, ne? V cerkvi nas še ne zbode, ne? Za 4 stenami še nekako sprejemljivo, ne? Doma. Ampak v javnosti, kdaj ste to zadnjič slišali? Jaz sem slišal včeraj na Piramidi. Zato sem sprejel povabilo. Zato, ker je predsednica Nove Slovenije sposobna to ime izreči tudi v javnosti. In česa se mi sramujemo? Se sramujemo naših krščanskih korenin, krščanskih vrednot. Se sramujemo njega, ki je pot, resnica in življenje. Težke besede, ne? Kdo jih bo poslušal? Ja, ampak povem vam, stopimo iz tišine, stopimo iz te duhovne bede. Končno stopimo. Povejmo odločno, povejmo na glas, ker prihodnost je odvisna izključno od nas. Premagajmo strah, sprožimo plas in naj ne bo nam vse eno, ker molk, veste, molk je poraz. Bog vas blagoslovi.